Najprej bi rekla, da to pravzaprav turizem ni poklic, turizem je način življenja. S tem, ko se odločiš za to delo, enostavno začneš s tem živeti. Pomeni, da zate ni počitnic takrat, ko so za druge počitnice oziroma nasploh prosti čas, da te privlači delo z ljudmi, ves čas biti v skupinah, v različnih kulturnih vzorcih, veliko imeti tega neposrednega kontakta z ljudmi, to je potem tisto, kar zadovoljuje. Je pa tudi veliko priložnosti, se mi zdi, da je to treba omeniti tudi za samozaposlitev. Skozi pridobivanje teh poklicev, teh certifikatov in prav to tudi zdaj naše študente še posebej opozarjamo, da ni treba samo čakati, kdaj se bo kakšno delovno mesto v okoliških hotelih spraznilo. Ljudje smo bili popotniki že v pradavnini, predvsem zaradi iskanja hrane, vode, varnega zatočišča ali trgovanja. O točnem datumu začetka turizma se seveda ne more govoriti, ve pa se, da so bila prva turistična potovanja, podobna današnjim, predvsem zaradi verskih razlogov. Zelo popularen je bil v času pred našim štetjem Egipt, zaradi arhitekture, verskih praznikov in podobno. Perzijci so poleg odličnih cestnih povezav na vsakih 30 milj postavljali tudi hotele, ki so bili javno dostopni vsem, ne glede na družbeni sloj in status. Ti hoteli pa veljajo za prve hotele v zgodovini. V času Grkov je turizem doživel razcvet, saj so bili popotniki zaradi svojega splošnega znanja takrat zelo cenjeni. Glavne turistične destinacije v tistem času so bili razni templji, Olimpija zaradi iger, ki so jih prirejali vsake 4 leta, ter otok Delos, kamor so grški bogataši hodili na počitek in sklepanje posla. Pisali so tudi turistične vodiče in imeli poskrbljeno za oskrbo ljudi ob množičnih prireditvah. Kaj je bilo pa tole? To je bilo en delček našega plesnega šova, ki ga izvajamo tukaj poleti. Res mikrodelček, ker šov traja 45 minut do 1 ure in je dejansko odvisno, kateri šov izvajamo. Zdaj pa tako, če bi mogel nekomu, ki se zdaj odloča za poklic, nekaj svetovati, kaj bi mu svetoval v zvezi s tem poklicem, recimo? Turistični animator je en tak poklic, kjer ti ni nikoli dolg čas. Pri tem poklicu, res, če malo pogledamo, da delaš lahko cel dan, cel večer, ti ni dolg čas. In kar je pomembno pri tem je, da se najdeš. Ti se zelo najdeš, če te vsaj malo veseli en del tega, zelo hitro začneš razvijati te svoje sposobnosti, ki jih imaš nekje v sebi. In ne samo, da si nekaj sposoben, ampak poanta vsega tega poklica je, da je multi, da je vsega ogromno. In če za nekaj nisi, to že prikriješ z nečim, v čem si dober. In ta poklic ti vsak dan prinese nekaj novega. Veš, kaj sem ugotovil? Da animator sploh ni lahek poklic. Ti moraš znati še recimo plesati, pa moraš biti v ful dobri fizični kondiciji, pa veliko tujih jezikov moraš znati, tako da meni se zdi to res en zelo zanimiv poklic. Vidite, gledalci, turistični animator in vodja cateringa sta nadvse zanimiva poklica. Naslednjič pa si poglejte nov poklic.